Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Oddajo smo začeli s posnetkom pesmi, ki so jo člani Zagorskega oteta zapeli pred 10 leti, ko so praznovali 30-letnico delovanja. V soboto bodo v Delavskem domu Zagorje zapeli ob svoji 40-letnici. V prvem delu sta z nami predsednik okteta Ivan Janez Pavšek in pevec Jurij Očkon. Dobrodošla v našem studiu. V drugem delu se nam bo potem pridružila še zborovodkinja Urška M. Luzar. Čisto za uvod, mogoče nekaj zgodovine. Kako ste vi padli v ta zbor? Ja, to glih ni prehuda zgodovina. Jaz sem z oktetom kot ljubitelj, pa kot dober poslušalec, pa ko bi rekel pa en kolega od članov okteta, vse leta pomagal oktetu in tudi ko sem zraven prišel, tako da smo, ko smo rajžali, ko smo hodili na razna gostovanja in koncerte. To pa tudi je služba moja povezana, glede na to, da sem bil na Integralu in se me je dal ponuditi, ne. In so oktetovci vedeli, kdo jim lahko pomaga, tako da sem kar, rečemo, 20 let ali pa še kaj več pomagam zraven, ne. Ste tudi sami kdaj kaj prepevali? Ne, pol kasneje zvečer, v poznejših urah, drugače pa ne. Drugače pa ne. Vas ni nikoli potegnilo, da bi se mogoče tudi v tej smeri izobrazili glasbeno? Ne, imam toliko drugih konjičkov, da sem imel veliko željo, ampak sem vedel, da je treba vložiti čas, sem vedel, da je treba se umiriti in stvari in počnem pa toliko drugih stvari, da ni bilo tistega ta pravega časa, da se naučiš in da lepo zapoješ, ker rad slišim, da se lepo zapoje. Ste pa ljubitelj te zborovske pesmi, pa tudi slovenske pesmi. Zdaj, če včasih kakšno radijsko postajo, nastavimo se na kakšno radijsko postajo, vse prej slišimo kaj drugega kot pa slovensko pesem. Vsaka lepa pesem ti igra v ušesa. In ni pomemben, katera iz vrst, rečemo, ne bi rekel, da mi je izrecno sam ta glasba všeč, ne. Ampak ta je pristna, domača, še posebej pa če je iz Zasavja. Kako ste se pa vi srečali z Zagorskim oktetom? Zagotovo ste premladi, da bi bili že tisto prvo leto zraven. Ja, jaz v bistvu do leta 1984 sploh nisem vedel, da obstaja Zagorski oktet. Tisti cajt sem prišel iz vojske, pa sem bil pri cerkvenih pevcih, še pojem Zagorskih cerkvenih pevcev, ja. Pa me je Fele Anton, pa če zgleda slišal karkoli, pa me je povabil. Sem rekel, neč grem probat, sej. Vsaka izkušnja nekaj prinese pa pokaže, ne. In pisli sem tukaj vstopil že pa. Sem imel na 2 leti, sem imel malo premora, se pravi, da pa v tem 86 leta sem pa stalni član okteta. Od 86. leta. In zdaj Ivan Janez je dejal, da se ni nekako upal odločiti za redno vajo petja. Ste vi vedeli, v kaj ste se spustili? Ker vaj je verjetno kar nekaj. Če pa pravic povem, sploh ne. Ne? Jaz sem to mislil pač, da je to tako tak ljubiteljsko petje, kako rečemo, ko se kakšne fante dobijo na kakšni vas ali pa za kakšno trenutno prireditev. Ampak pa sem pa videl to kar resna zadeva, da je pač človek malo drugače to povzame, ne, vse skupaj. Da si treba kar čas vzeti, ne? Ja. Kako pa je, če to primerjate s cerkvenim petjem? Zdaj se tudi tam zberete ali so kar tiste vaje, kar pri sami sveti maši? Ne, mislim, pri cerkvenih pevcih imamo vsak teden vajo. Sam so v bistvu ta cerkvene pesmi. Tam pa tam tudi kakšno zapojemo še ljudsko. Se pa dobimo še, imam še eno tako partijo lokalno, mislim, prijateljsko, ko tudi zapojemo tako za sebe, pa za kakšno tako interno prireditev. Fanti na vasi se imenujemo, take. V bistvu moje letnike pa mogoče mlajši kolegi, tako da je kar, no. Kdo z tega? Kolikokrat so pa vaje pri Zagorskem oktetu? Kako je to? Pri Zagorskem oktetu? Pred kakšnim koncertem, pred kako obletnico, kaj več? Ja, leta, v bistvu imamo dvakrat tedensko vaje. Pretežno, tudi se zmeni, če kakšna služba za zadržanost, pa kaj takšnega. Pred samim nastopom pa sigurno imamo pojačane vaje, da spilimo, da nas Urška še vzame, še malo bolj pod
drobnogled, pa se pač potrudimo po svojih najboljših močeh. Čist, ko bom rekel, pevci smo razen dveh imata solo petja, vsi stali smo pa pač po posluhi ljubitelji, kakorkoli rekel, ja. In zdaj, če primerjate recimo petje v teh večjih zborih, kjer se da malce skriti. Verjetno pa pri oktetih pa ponavadi je še tako, da ima vsak svoj zvočnik, mikrofon, ne? Ja. Mikrofon, ne zvočnik. Ja. Je pa malo bolj težko, kaj? Res je, ja. V bistvu, če teh izkušnji iz cerkvenega zbora vzamem tam, kot ti praviš, se Tako lahko skriješ. Pri oktetih moraš poslušati posameznika, ne se le uvesem in mora ta zvočnost mora priti lepo ven, pač, kakor je tistim danem trenutki, ampak ne moreš pa popraviti, ne. Ja, to pa verjamem, da je malce težje. Se pa sliši, ne, po tej dvorani. Posebno, ker ima tak bolj uho za to, pa že dobimo nazaj, pa čez cajt. Po kakšnih proditih, ja. Aha. No, verjetno je pa še drugače pa na romanju. Tudi tam včasih vidimo okrog Marijinega praznika. Tiste pa čist nekaj drugega. Tiste pa sploh ne moreš primerjati. Ne moreš primerjati, ne. To je čisto tudi vzdušje, vse ostalo, kakor nastop. Čeprav tudi vsak nastop po svoje ima tudi eno, kako bi rekel, draž, lepoto, ne? Tako, ja. Ivan, Janez, se ne vem, kako ne vam rečem. Čisto redo. Ja. Vi ste nekako na predsedniškem mestu nasledili dolgoletnega predsednika Franceta, ne? Ja. Ki je žal umrl, ne? Je bilo to, kar ste kaj razmišljali? Dobro, mislim, da ste bili že prej tudi podpredsednik. Ja, bil, ampak nikoli nisem mislil, ne računal, da bom predsednik okteta. Glede na to, da so moje profesije druge, ampak na lepe poglede ali pa nežne poglede okteta so rekli, saj tukaj zdajle ne doživimo šoka, da gremo naprej in tako sem tudi obljubil, to se pravi, da spilemo 40-letnico, da stvari naredimo, da probamo delati in v miru najditi nekoga, ki bi spet kvalitetno peljal naprej oktet, tako je treba, ker si zasluži dobro vodstvo. Zdaj pa ste verjetno ponosni, da ste predsednik takšnega okteta. Ne, bolj se potim. Ne mislim tako, ni tu hudo, ne, ampak je to zahtevna zvrst, ker če tako rečem, če se sam ljubiteljsko ali pa če tako poslušaš po radiju ali pa če nekaj gledaš nekaj drugega, kakor pa če moraš resno z njimi delati. Pa vse tiste stvari, tako da jaz sem po krvi gasilc in tukaj pustim največ časa, pa še vse ostalo, to se pravi od kmetije, od še parih stvari, tako da se moram kar časovno hitro vračati. Bo kar držalo, da ko se človek upokoji, ne pomeni, da ima več časa? Ni, meni upokojitev nič, jaz nikoli ne rečem, da nimam cajt. Ampak probam stvari tako narediti, da tudi ti še gre zraven. Imate kakšne lepe spomine z kakšnih potovanj? Ste šli kdaj z njimi na, ne vem, v Španijo, Nemčijo? Ja, smo šli in bi rekel, da v najbolj globokem spomini logično nam je ostala Španija 2004. leta, ko je Tone Fele, naš pevc, ko ga lahko čez ekran pozdravimo, ker mi je žal, da ne more več pet. Bilbao je bilo to, ne? Ja. In smo bili edini oktet iz Evrope na tem skupu, organiziranega zborovskega petja. Od najmlajšega, najmanjše sestave, to se pravi oktet, ne? Pa pol večje skupine in zbori, ne? Iz cele Evrope smo se najdeli tam. In tam, ko smo skupaj zapeli, ko bi rekel, tista špica, ki je bila te prireditve, ko so vsi zbori skupaj zapeli eno tako. Ja, ampak je bila kar na pol partizanska in meni prišla, čeprav nisem zastopil teksta. Tako da je res nekaj fantastičnega. Vsi so rad poslušali nas, mi smo tudi okrog šli, zveneli smo lepo. To se pravi, enostavno so bili presenečeni, da je en oktet je lahko tukaj energije in tukaj enega dobrega petja. Vsi tisti poznavalci glasbe zagotovo poznajo slovenski oktet. Ampak zdi se mi pa, da v zadnjih letih zelo dobro tudi širom Slovenije poznajo zagorski oktet. Prej se je govorilo bolj kot ne samo o slovenskem oktetu.
Tudi vi dobite ta feedback nazaj, da je to odličen oktet? Računam, da me nagleda Slovenski oktet, ampak ko je bil v Delavskem domu Slovenski oktet, ko sem ga šel poslušati, pa so pel eno, ko jo tudi naš fantje zapojejo, ne? In sem rekel, naši jo bolj zapojejo. Ne spomnim se zdaj, kjera pesem, ampak v resnici sem potem še vprašal kjerga in sem dobil potrditev svojo. Kaj pa reče tistih, ki se recimo z njimi dogovarjate za kakšne koncerte, ima ugled za Gorski oktet po Sloveniji? Bolj, ko bi rekel, jaz tle opazim nekaj, ne, da so vsi fantje so zaposleni, poleg, zato je to ljubiteljsko, ne, in to tudi ne moreš potem si postavljati ne vem kakšne obveznosti, tudi ne vem kam jeti in tako naprej, tako da je to zelo težko, ne. Glede na to, da vsak teden vadijo dvakrat na teden, ne, pa še vse ostale obveznosti, ker jih imajo. In ne živijo tako tega, da ne upam jaz nič jih, ne, ko bi rekel, pritiskati, ne v neki, ampak spontane stvari, ko ratajo, so super, ne. So profesionalne, bi rekel, čist. Skratka, z eno besedo so odlični. Ja. Ne? Ja. Kakšne imate vi spomine, mogoče na kakšen res prijeten dogodek na teh srečanjih, na teh gostovanjih? Ja, jaz v bistvu, če grem malo zgodovino nazaj, smo začeli s tem oktetam, rodarski okteti so rekli, so bili izbrani iz Velenja, iz Šoštenja, iz Litije, iz Domžal, pa iz Cela, pa mi smo imeli vsako letno nek srečanje, v bistvu smo imeli tudi, vsako let smo imeli tudi eno tridnevno skupne vaje, vse take pozitivne zadeve. V bistvu, ko smo šli v Berlin, to je tudi nepojemljiv, nepozaben, vidiš, gor, kak je to svet, v bistvu, pa ko so pa nas slišali tudi, kako smo zapeli, so bili kar samo učke, pa ni bilo važno, kjer je narodnost. Mi smo v bistvu večina slovenske pesme peli. In sam slišal so v nekem petje, so prišli na krog, pa sem nam malo naredil krog, nas pa sem poslušal s tem aplauzom pa naredil. Se verjetno radi slišijo slovensko besedo, če je že slovenski zbor. Ja, nasplošno se mi zdi, da po svet, če smo hodili, to pevsko skupino, to se mi zdi, da je bolj raje poslušajo, kot pa kakšno glasbeno skupino, tako, z inštrumentom. Tega zgleda, da po svet meni, ali pa ni tukaj podarjeno. Ta zborovsko petje. Ja. Verjetno so pa težki trenutki, zdaj jaz sem si malce pogledal arhivske posnetke, obletnice, 30. obletnice pa tega koncerta, pa pogledaš pevce, pa vidiš, da jih nekaj že ni med vami, da so umrli. To so kar tak, mislim... To pa je stresno. Tako, lepe spomini na ljudi, ne, ampak pa gledaš nazaj, da ni več 5 oktetov, 5 članov okteta že ni, tako da pa se kar spomniš, posebno to, ki si skusil pet z njimi v družine, v vajah, tudi mogoče da je tako državno življenje imamo skupno, kakšno srečno paketašnjega in takrat malo prizadene, ja. Pa je pa ena zanimivost, ne, da vsi člani okteta so bili drugi tenoristi, ki so pokojni. A res? Ja. Čeprav to ni nič zastrašujoče, ampak tako, mislim, pač taka še enkrat malo gledati, pa sem gledal, ja, v bistvu vsi so začeli z drugim tenorjem in so že pokojni. Kje je najtežje peti? Je to na kakšnem pogrebu? Vem, da kdaj tudi tam zapojete. Je to na kakšnem tekmovanju, ko veste člani, da je spodaj komisija? Najtežje je na kakšnem tekmovanju, no? Ker si pod pritiskom, kako nas bo ocenili, se hočemo v bistvu najboljši luči pokazati, pa mogoče včasih z tega smo mogoče kaj slabe ocenjeni. Je pa tudi v bistvu vsako preditev vzamemo resno. Ni važno, je to pogreb, ali je to ta koncert, kakšen pod komisijo, vzamemo profesionalno. Tako se pravi, da pač probamo najboljšem tistim cajti, kot smo zapetno. Vse vidite, glasovi se enkrat tako, ampak poskušamo pa najbolj kvalitetno v tistem danem trenutki zapeti. Da smo v bistvu, če so nas povabili, smo tudi nekako malo smo dolžni, se čutimo dolžni, da jim ponudimo, kar lahko. Ne.
Tako. Seveda se zgodi, da je kakšna bolezen, 8 vas je, včasih vas je tudi več na odru, včasih še zborovodkina, ki zapoja, včasih vas je 9, 10, pa vendarle oktet naj bi jih bilo 8 in pride bolezen, pride kakšna druga obveznost, pa vas je 5, 6, pa kakšen glas manjka. Je to težko potem odpeti? Ja, je kar. Vsak glas se pozna, glede pa na samo izvedbo skladbe. Ljudje pa pričakujejo? Ja, 100%. 100%. Ali pa še kaj več. Je potem šefica kaj huda včasih, če potem po kakšnem nastopu? Moram reči, da nas ne krega preveč. Vas crkla? Ja. Jo bomo vprašali. V bistvu tako pove, da zastupimo, da te po eni strani te pohvalja, po drugi strani te pa pograja. Tisti ne je to, ampak je pa to, pa narobe. Potem, ko se pridruži, ko se bo ta stol usedla na mesto vas, jo bomo vprašali, če je res tako, če je res popustljiva tudi, da ni preveč stroga. Se vi še dolgo vidite v zboru, glede na to, da ste še precej mladi? Če bo glas dopuščal, mogoče še ja. Glas dopuščal, to pomeni, da surova jajčka zjutraj? Ja, surova jajčka, pa mogoče še kakšna, ja, velička meduja. Gledam, pride bolezen, pride kakšna neodložljive dogodki, ali pa, ko se moraš človek odločiti. Tu študiram, v bistvu je težko, ne. Res sem dal 30 let življenja, 30 let sem že pri okteti in vsaka taka odločitev isto, kot če menjaš službo. Praktično si navezan na okolje, si navezan na družbo in tako da. Je to petje, ljubezen do petja tudi v družini? Kdo? Vas tudi od vaših poja? Tudi. Žena posebej, seveda, kako žena poje, ne. Tako da, ne, hecam se. V glavnem, ne, prva violina. Ja, mi smo pa, v glavnem, imajo vsi posluhe. Imajo vsi. Zdaj, v mladih ljudi so peli vsi, zdaj pa pač imajo svoje obveznosti, pa tako da, ne. Mama, očeta, oče, mogoče starša, po ženi strani, po vaši tudi? Po moji strani je mama bila taka dobra pevka, sam je bila ljudska pevka, ampak je imela... Lep glas. Ja, pa močen glas. Se je doma pelo veliko? Praznikih? Daj smo zapeli. Še vedno? Bolj malo. Ma oče dovolj. Ja, imam dosti teh vaj pa teh. Hvala vam za obisk v studiu. Uspešen nastop v soboto, da bo vse štimalo tako, kot mora. Pazite v teh dneh zdaj na glas, da se ne bo kaj prehladil, čeprav je zelo lepo vreme. Ja, to je vreme ta prav, ja. Prosim za kratke oglase. Ko pa nosiš v vrečkih? Ni da ni. V eBay centru se vse dobi. No, medtem se nam je pridružila še zborovodkinja Urška M. Luzar. Urška, dobrodošli v našem studiu. Dobar dan. Tudi vi imate že kar bogato zgodovino za gorskim oktetom, ne vem, 15. leto? Drži, ja, 15. leto. Med samimi fanti, ja? Ja, v oktetu in doma, ja. A ja, tudi doma? Ja, tako da mi ni nič tujega. Ja, ravno pred 25-letnico smo takrat prevzeli jaz in pa še moja takrat kolegica oziroma sošolka, bom tako rekla, ker to so bila še tista študijska leta. Nana Forte smo skupaj prevzeli nekako korepetitorstvo zagorskega okteta in potem v bistvu umetniško vodstvo. Ampak nekako so se poti tako vse vodilo v to smer, da sem ostala jaz. Pa ste si mislili takrat, da bo to že 15 let potem? Niti podrazno. Čas pa potem tako hitro beži, da ja, je 15 let okrog. Je naporno? Je, seveda je. Dobro, ob družini, vmes ste tudi rodili dvakrat? Ja, dvakrat, ja. Seveda je to ena posebna obveznost. Je bila vmes pauza takrat? Tisto leto, ja, ker
enostavno to ne gre. Ne. Smo imeli takrat zamenjavo za vsako leto, tako da delo ni obstalo. Potem smo pa nadaljevali. No. So pa obveznosti to, ne? Ne gre, ker vse bo danes, ne bo pa drug teden vaja. Ne gre. Treba je držati kondicijo. To je tako kot športa. Ne? Če ne ponavljaš, tako se zadeve in pozabi v glavi in kondicija petja tudi zmanjka. Jaz sem prej dejal, da je oktet včas malce večji, ne? Da je včasih ta 9., 10. tudi, ne? Včasih tudi vi zapojete. Tudi. Je to nekako običaj tudi v drugih teh oktetih? Niti ne. Mi smo, dobro, oktet kot oktet 8 pevcev, smo imeli momente oziroma obdobja, kjer jih je dejansko nastopalo 9, zato ker se je kakšen nov član uvajal in smo pač pustili, da so potem bile po 3 glasovi na odru, ne. Čim prej treba stopiti na oder, ne, in pet zraven. Jaz pa, fantje so hoteli, da kaj zapojem, ne. Pa še lepo je, ne. Ja. Zdaj pa to malo ohranjamo še. Kako pa je na vas delovalo potem, ko se posamezni člani poslovijo, nekateri zaradi starosti ali pa zaradi glasu, nekateri pa, ker pride smrt? Ja, vsak dogodek je svojevrsten. Zdaj, če je smrt, je to težko. Če je pa pač slovo takšno, da pevc ni mogel več peti, je pa seveda tudi težko, ampak po drugi strani razumem. Ne? Tudi sama, če ne bi mogla 100% več delovati, sploh peti, mislim, da mi tudi, gledam z tega stališča, ne bi ostalo drugega. Zato zadevo razumsko predelaš. Ne? Je še kdo v oktetu aktiven, ki je vseh 40 let? Ne vseh 40, je Zdravko Jenko, ki je prišel ravno 1 leto po ustanovitvi, tako da bo zdaj 39, drugo leto bo imel spet en Uržah za slavje. Se boste pa na tem koncertu ob 40-letnici spomnili še enega pomembnega člana Fileta? Ja, seveda Tone, ne? Naš Tone je prepeval vrsto let. Od samega začetka? Tone je bil pa res od samega začetka. Ja, normalno, neki presenečenje bo tudi za njega. A je to on bil prvi bas? Drugi bas. Drugi bas, to je tisto, kar je najbolj nizko? Tako. Aha, tako gre, ne? Ja, po vrsti. Ja. Čeprav je bil najvišji. Pa tudi se ponavadi so basisti, čeprav jih poznam kar nekaj tudi, ki so nizki. Ja. Pa pojejo kot iz soda ven, ne? Res je, se sliši. Je mogoče priložnost zdaj, da naštejeva, kakšna zasedba je v tem trenutku, oziroma s kakšno zasedbo se boste predstavili v soboto v Delavskem domu v Zagorju? Trenutni člani Zagorskega okteta so prvi tenor Milan Sternat in pa Tomaž Kržišnik, potem drugi tenor Gregor Kržišnik in Štefan Škrabar, pa prvi bas Jurij Očkon in Tomaž Kogovšek in drugi bas Zdravko Jenko in Aleš Razpotnik. Meni je lažje, ker imam vse napisano. Je bilo kdaj težko v teh letih najti primeren glas? Je šlo veliko moških skozi vaje, pa se niste odločili za tega ali onega? Tako bom rekla, ne v tem smislu. Najditi pevca za Zagorski oktet ni en mačji kašelj, bi rekla. No. Zakaj? Zaradi tega, ker prvo kot prvo vsi vejo, da je to ena velika obveza. Ne. Pet v taki majhni zasedbi tudi ni enostavno. Drugače je, če si ti v zboru, pa tudi kakšen nastop slučajno, če se zgodi, da ne moreš, ne. Ni tako grozno, če te pogrešajo takrat, le pa je vsaka prisotnost pomembna.
Tako da smo imeli velikrat, se spomnim, enega dogodka, no, ko smo izgubili enega drugega tenorja, torej takrat Alojz Prvinšek. Ni bilo nekako prave zamenjave za ta drugi tenor in smo mogli pa ene notranje preobrazbe narediti, ne? Tako da smo enega prvega basista dali pod drugi tenor in tako naprej, no. Pa se je to kar dobro obneslo. To je pač vaše delo potem, Ja, ne? ja. No, v rokah že nekaj časa držim tudi zgoščenko, ne vem, je to 4., 5.? To bo 4. 4., ne? Vsakih 5 let je ena, prej so bile pa kasete. Tako Ja, da tako. to tradicijo tudi napisali smo, da jo hočemo obdržati. No. No in vsi bojo to lahko dobili, tako, kako? Tako da obiščejo naš slavnostni koncert v soboto ob 19. in zraven vstopnice dobijo tudi CD, plošček. Sicer se bo pa tudi potem dalo dobiti, ne? Tudi pa so dali dobiti. Če bo kdo slučajno zamudil dvorana za... nabita, nas bo najbolj zadovoljil sebe in nas. To se pravi, ker to bo resen dogodek, ko ga je škoda zamuditi. In kdo se vam je pomagal pri tem, da je lahko ta zgoščenka išla? Ko bi rekel, najbolj pomembna sta glavna sponzor, ja, to se pravi, oziroma glavni sponzor občina Zagorje, ko v bistvu res nas že od samega začetka, jaz sem bral od same ustanovitve in pol vse dogodke je v bistvu tisti temelj, na katerem je oktet lahko gradil, da je lahko imel tukaj vaj, da je lahko potoval, da je lahko šel in obiskal in vse tisto delo, kar je tukaj zahvala občini in županu. Pa Eva, ti dva sem se odločil povedati javno, drugače pa zahvala vsem ostalim, ker so tudi ogromno pomagali, pa da ne bi kjer ga spustil ali pa kjer ga prizadel, jih ne bom našteval. Kje se pa snemalo to? Nekaj novega v naši gasilski dvorani v Zagorji. Res da? Ja. Iskali smo studio, prej smo po cerkvih so snemali tudi v studio, kakšnem drugačnem studio. No, ta je nastala v gasilskem domu v tej dvorani, ki je občinski svet noter. Kdo pa je založil? Igor in Zlati zvoki, oziroma je tisti glavni nosilc, izdelava je pa varno pisana. Tako, ja. Zraven smo pa kreirali, pa mi tudi. Urška je pomagala, tudi lastne moči smo uporabili pri oblikovanju, prvič letos, ne, Urška? Drži, ja. Tako da lastne moči in tudi, to se pravi, fotografijo, vse to smo poiskali ljudi iz naše sredine. Tukaj bi rekel, ta mala Rozina, če tako rečem, so te slike njegove fantastične. Ne. Tako da pevci so bili sami veseli, ko so se videli, jaz sem videl, tudi lažji so pel pol. Ker ponavadi zmoram, če se na sliko pogledaš, pa nisi sam s seboj zadovoljen. Ne. Nekaj ne štima. Ne, nekaj ne štima. Tukaj pa štima. Kako je bil pa izbor pesmi, ki so se znašle na zgoščenki narejen, to bo po svetu z člani zbora oziroma okteta, ali je to, ker ste bili kar vi ta glavni? Ponavadi je tako, da v teh 5 letih, se pravi od prejšnjega CD-ja do zdaj novega, se nabere kar nekaj takšnih skladb, ki se potem veliko prepevajo. In se kar vlečejo tudi recimo 5 let, da se non-stop prepevajo po kakšnih nastopih. In to so tiste, ki jih potem tudi takole zabeležimo na taki zgoščenki. Je kakšna pesem, ki se je našla že tudi na prejšnjih? Se kakšna ponavlja? Tukaj le na teli ne. Na tem CD-ju ne. Te so vse nove. Pa kako je zdaj pri teh pesmih? So to tudi čisto nove pesmi, ki se rojevajo pri novih skladateljih, ali je to bolj prepevate te, ki so bile že napisane pred 100 leti, 50 leti, 20 leti? Kako je s tem? Če zdaj konkretno govorim za Zagorski oktet, seveda skladbe nastajajo vedno nove, ampak nekako sem sama ugotovila, da je treba dati oktetu, pa tudi kakšni drugi zasedbi, katero vodiš, tisto skladbo, ki jim bo všeč, oziroma jo bojo potem tudi z veseljem zapeli, ne samo zaradi tega, ker je to skladba nekega novejšega, modernejšega skladatelja in tako naprej.
Tako da nekako smo kar se držimo tacega železnega bolj repertoarja slovenske pesmi, pa najbolj ljudska ali pa umetna. No? To imajo nekako v krvi in to je tudi tisto, kar potem najbolj zapojejo. Pa tisto, kar se mi zdi, tudi publika najbolj pozna, tudi ker je že padlo v ušesa. Ja, drži. Najbolj takšne spevne zadeve. Tako da kakšnega modernejšega, sodobnejšega repertoarja, po pravic povedan, se niti ne lotevamo, ker se mi zdi škoda včasih časa, no, nej fantje raje uživajo v petju in je to, konec koncev gre za ljubiteljsko kulturo. Včasih tudi ob harmoniki, ne? Tudi to, tudi. Pa ne bo to za nas ali pa za ljudi, ne? Kombiniramo te različne zvrsti. Kaj vse bo v soboto, kaj vse bomo lahko slišali ob 19. uri v Delavskem domu v Zagorju? Koncert smo nekako sestavili iz skupin, s katerimi smo na nek način povezani. V prvi vrsti pihalni orkester Sveja, s katerimi si delimo prostore in vedno potem v kakšnih koncertih združimo moči. Z Oberlele orkestra smo naredili lanskem letu skladbo, ki jo je napisal Luka Grobolšek, torej vodja tega Oberlele orkestra. Gre za ansambl, ki je edinstven, ki pravzaprav izvaja narodno zabavno glasbo z inštrumenti, se pravi, kot so ukulele. No, v glavnem mi smo pripravili skupaj skladbo, ki jo je naredil Luka, eno takšno hvalnico Zagorju, bi lahko rekla. Zagorski dolini, ja. Tako, Zagorski dolini, Moj zeleni gaj. Ja, raj. Ja. Tako da je to sodelovanje smo povezani, no tudi ta skladba bo seveda izvedena. Potem pa poleg nas smo rekli, da morajo na odru stati še kakšne druge ženske, tako da smo povabili še žensko vokalno skupina Lipa, ki so pa tudi trenutno kar v špici, če ne drugega zaradi tega, ker so se nekako lotile tudi dalmatinskih pesmi. Tako kot tudi vi. Tudi mi, ja. In tudi v tej smeri smo nadaljevali in če jih samo malo pohvalim, tudi v tem smislu, da so na letošnjem Omiškem festivalu dobili tudi nagrado občinstva za izvedbo dalmatinskih pesmi, tako da to že nekaj pomeni. To že nekaj pomeni tudi, ja. In računate, da bo ta koncert ob 40-letnici trajal koliko časa, vse skupaj? Verjetno še kakšne zahvale vmes, pa še kaj? 2 ure se nam, mislim, da tako obeta največ, maksimalno. Mhm. Bo potem še kaj srečanja po koncu, druženja? Ja, imamo za vse tiste, ko bojo delali, tisti večer gremo pa v dvorano dol, v gasilski dom. Aha, tako da bo še potem lepo, verjetno tudi še... Če se slučajno kaj nam uide, da lahko dol popravimo. Aha. Vse to je vedno potem, ne? Prej ste vi nekaj govorili vmes, ko smo vrteli reklamo o žabah, ne? Ja. Ampak žabe v morju, ne vem. Ja, to se nam je zgodilo predlan, ne? Predlan, ko smo bili na pripravah na morju, ne? In se vozimo, barka ostal, fantje poskačijo v vodo. Morje. V morje, ja. September, ne? In zapojejo žabe, ne. In sem rekel, no, to je pa res tista originalna, imamo posnetek, ne, o tem, ker žabe v vod in je za nek litko kukar na odri, oziroma še lepši, ker je zraven šumela še, ker je zraven šumel še morje, no. Je bilo lepo, ne? Ja, takih trenutkov ne moreš pozabiti, ne. No, katerih trenutkov pa vi ne boste nikoli pozabili, ste bili tudi v Španiji z njimi, ste bili tudi v Nemčiji z njimi? Zagotovo, ne? Zagotovo, ja, z vsemi, vse trenutke. Vam daj kakšno špičijo? Zdaj, prej smo slišali, da niste prav stroga, ne? Jah, ne želim niti biti jaz neki zmaj tukaj, da bom slabo voljo naredila. Jim povem, kaj je dobro in povem, kaj je slabo in mislim, da to fantje čisto dobro razumejo, no. Ste pa prva violina, ne? Kako? Prva violina. Ja. Sem. To pa že skoro. No, kaj lepega, kakšni lepi spomini iz teh srečanj, gostovanj? Vsako srečanje, vsako gostovanje ima kakšno svojo anekdoto. Zdajle se spomnim na hitro samo španske in sicer odhoda domov.
Ja. kjer smo bili 2 uri pred, pred odhodom na letališču, vendar tisti terminal tam je bil še zaprt. Mi smo lepo 2 ure peli na tem letališču, na kar po zvočniku začnejo klicati, da zagorski oktet, ne, da zamuja, kje smo, v glavnem na koncu nas pustili tako na hiter, ker smo dejansko mi nekako zašuštrali, nismo prišli do aviona. V glavnem, 2 ure smo se imeli lušen, na koncu smo pa laufali. No. Očitno pa oni tudi, ne, ker so poslušali in jim je bilo očitno všeč. Ja, čeprav en dogodek tega bom pa tako izpostavila, no, se mi je pa to tako bilo všeč, ker ob rojstvu drugega sina so mi prišli v porodnišnico za pet in so imeli potem kar en svoj koncert tam še v tisti avli. Tako da to je bil pa tudi en tak nepozaben dogodek. No. Zagotovo ne boste pozabili. Ne, na koncu, ob koncu oddaje samo še povabilo, dvorana sprejme koliko obiskovalcev? 450 ali 470. Pa še nekaj na balkonu, ne? Ja. Tako da prostora je zaenkrat še dovolj. Ja, je treba kar pohteti. Zgoščenk je tudi potem temu primerno še dovolj, pa je treba tudi pohiteti. Tako da naj pridejo v soboto ob 19. uri, lepo bo, ne? Zapeli jih boste koliko? Nimam preštetih, ampak program je takšen, da noben ne bo odšel praznih rok. No. Je tudi potem še kaj za bis, kaj? Absolutno. Je to že, ne, to se pa še ne pove, kaj. To bomo obstili, kar en kup presenečen bo med samim koncertom, no, pa ne bomo njih, tako da je treba priditi na koncert. No, tako, mi ga bomo pa tudi posneli, da se bodo potem čez kakšen mesec lahko tudi vsi ostali, ki nam bodo prišli ogledali, ampak nikoli niso posnetki takšni, kot je pa tisto pristno uživo. Tistega užitka ne moreš zamenjati z ekranom. To je zelo podobno kot tudi ogled planiških dogodkov. Ne? Ja. Nekaj je po televiziji, nekaj je pa tam, ki je pristno. Hvala vama obema oziroma vsem trem za to, da ste se oglasili v našem studiu. Uspešen koncert, dobre glasove, po to sploh ne dvomim, pa polno dvorano. Ne? Hvala lepa. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.